Mož je neozdravljivo zbolel. Zelo mi je skrbelo, pravzaprav za oba, ne samo zame. Razmišljala sem, kako lahko pravzaprav si poenostavim življenje. In odločila sem se, da si moram narediti načrt, kako pripraviti zdravila zjutraj, kako pripraviti zajtrk, kako si narediti pravzaprav poenostavljen celodnevni načrt, zato da bo to življenje pravzaprav kakor toliko znosno. Zjutraj izpod tuša, ko grem, si vedno zmasiram noge, tako kot to navado sem kar ohranila. Se mi je zdelo, da jo ne smem zanemariti. Zjutraj, ko kuham kavico, naredim tudi vaje in sicer se dvigam na prste vsaj 10-krat, posegam v višino omaric z eno roko, z drugo roko, ravno tako, vsaj 5-krat vsako roko, zato da se malo raztegnem hrbtenico, potem pokrožim z ramami, dvigam rami k ušesom, zato da lopatici lepo drsita ob hrbtenici, da malo delujem tudi na držo. In potem pa krožim tudi z boki. Seveda, če imam zjutraj prižgan radio, je to dosti bolj prijetno in je pač 10 minut mimogrede mine. Tako da je takrat, ko zajtrk pripravim na ta način, postrežem možu potem tudi zdravila, pač mu dam takrat. In seveda, in potem je pravzaprav ta zajtrk dosti bolj prijeten, a ne za oba, ker sem tudi jaz sproščena že po vsem tem, kar sem naredila zase. Dopoldne pravzaprav zelo hitro mine. Ko grem v trgovino, grem vedno peš. Vedno sem pa obuta, vedno gledam, da sem obuta športno. Zato da lahko opravim to pot. Seveda potem, ko pripravljam kosilo, se malo tudi zamudim tudi na vrtu. Potem je že popoldne skoraj kosilo, je vedno ob določenem času. Dostikrat prilagojeno tudi možu, tako kot njemu to ugaja. Tudi ko posedim ob možu, včasih telovadim in uspe mi celo, da se mi mož pridruži. Stopaloma gibljem skupaj, prsti, peti štepam, krožim stopaloma, gib je v skočnem sklepu. Stegujem izmenično nogi, koleni iztegnem, stopali povlečem proti telesu. Krepim mišice nog, kolenske vezi, spodbujam cirkulacijo krvi v nogah. Med koleni stiskam žogo, lahko je tudi klobčič volne, krepim mišice bokov in nog. Sede delam tudi vaje za mišice medeničnega dna. Zadržim vodo, vetrove, napnem mišice, kot bi želela potegniti naprej trtico, štejem do 10, nato počasi popustim napetost. Ponovim 10-krat. Skoraj ne opazim, da pravzaprav naredim zelo dosti zase. Da je v bistvu vmes, ko tečejo te dnevne obveznosti, je ta telovadba pravzaprav kar takole mimogrede. Skoraj ne morem reči, da nimam časa za to gibanje. Popoldne, ko pospravim po mizi, ko umaknem iz mize posodo, lahko naredim običajno tudi par vaj stoje ob mizi, in sicer tako, z zgornjim delom telesa se uležem na mizo, po trebuh si dam blazinico, da me rob mize ne tišči medenične kosti. Nogi sta v diagonali, stopali na tleh, roki razširim v obliki črke T. Dlani sta obrnjeni proti površini mize, obraz je vzporeden s površino mize. Dvigam roki, zgornji del telesa in glavo približno 15 cm od podlage. Krepim mišice hrbta, ramenskega obroča, vratu in rok. Zgornji del telesa počiva na mizi. Čelo naslonim na prekrižani roki. Dvignem iztegnjeno desno nogo, zadržim 5 sekund, nato levo nogo, z vsako nogo naredim 5 ponovitev. Krepim mišice iztegovalke kolkov, ledveno-križne mišice in mišice nog. V našem kraju imamo rekreacijo, in sicer 2-krat tedensko v gasilnem domu.
odločila sem se, da vsaj enkrat na teden se jim priključim. Ker je to, mislim, ne samo rekreacija, ampak to druženje mi ogromno pomeni. V samem kraju imamo pravzaprav na novo pač zelo lepo kinodvorano in tukaj so potem pač si lahko gledam filme, ki so nagrajeni. Grem vsaj enkrat na mesec in pa v knjižnico in vzamem si kakšno dobro knjigo običajno, ki me potem ali kakšen potopis ali kakšen drug dober roman, a ne. In se mi zdi, da mi pravzaprav to zelo, zelo skrajša noč. A ne. In ker so tudi potem samo spanje neprimerno boljše, ko preberem nekaj strani. Ko sem si naredila ta načrt za ta nov način življenja, a ne, z možem, se mi zdi, da je za nama pravzaprav za oba neprimerno lažje. A ne, saj se ne moreš držati čisto nekega načrta, nekega kalupa, ampak približno, če pa je tako, da je pač neka ustaljen ritem, pa se mi zdi, da mi je dal to neko sigurnost in tudi neko mirnost.